Jingle bells, jingle all the way. Mogoče sem malo pozen, ker zdaj tole snemam seveda po Božiču, ampak upam in pa verjamem, da ste imeli ene krasne božične praznike, da boste imeli krasne novoletne praznike oziroma v skoku v novo leto in da je vse tako kot treba. Da se nam ni treba, oziroma da se vam ni treba ukvarjati s kakšnimi poškodbami ali pa s kakšnimi reprezentančnimi košaricami, o čemer bom danes govoril, ne. Skratka, vse najboljše v novem letu, če se morda več ne slišimo do takrat, da tako izkoristim tole priliko in se vam hkrati zahvaljujem, da sledite tako mojemu kanalu, kot tudi skupini navijači Luke Dončića na Facebooku, o kateri bomo tudi v nadaljevanju govorili, no. Tako da en začeten božičen pozdrav. Zdaj tem se je kar nekaj nabralo, mogoče manj lepih, da tako rečem, v tokratnem podcastu. Malo ga bomo razdelili na več linij, dotaknili se bomo Dončića oziroma poškodbe, ki jo je staknil, omenjene reprezentančne košarice, kaj to prinaša, po čem to kriči, da tako rečem, kdo se oglaša potem, kakšni so komentarji, vsega se bomo po malem dotaknili in pa pogledali, kdo naj bi zafilal ta manko. In malo bolj analizirali, ker sem v enem izmed časopisov oziroma spletnih časopisov zasledil Gregor Sevšek, košarkarski analitik. Tole se mi je kar zanimivo zdelo za prebrati za samega sebe, pa bom malo analiziral vse te zadeve, ki sem jih omenil, ne. V glavnem, če ste tukaj vnovič oziroma prvič, pa vas prav lepo pozdravim, da se na moj kanal naročite, kakšen video všečkate, kakšnega pokomentirate, spodbudite moj algoritem, da tako rečem. Zdajle, number one tema, žal, ampak tako je. Luka Dončić poškodovan. Tole ste sigurno že sledili, če morda kdo ni. Mečna mišica je nastradala do te mere, da naj bi Luka počival mesec dni. Vsaj, potem bo znova re-evaluated, kot rečejo Američani, se pravi, znova bo potreben pregled po kakšnem mesecu dni. Zdajle dve teoriji tukaj obstajata. Prvič, da je poškodba res take narave, da mora počivati mesec dni, in druga, bolj verjetna varianta, da so se pri Dallasu vendarle odločili, tako Luka, zdaj pa dovolj s poškodbami, preveč je letos manjkal, zacelili te bomo do konca in ti dali še malo več časa, da boš za nadaljevanje, ko je to najbolj potrebno, pripravljen do konca. Nenazadnje je tudi Luka sam dejal, da ga letos individualne nagrade ne zanimajo in da ga zanima samo if you like it, then you should put a ring on it, a ne? V glavnem, prstan. Jasno je že, da je Luka z nadaljnjo odsotnostjo, ki se je napovedala, končal z možnostmi o tem, da bi bil član prve petorke na koncu, se pravi individualne nagrade, hkrati individualna nagrada MVP odpade. Zakaj? Če kdo morda ne ve, NBA je sprejel pravilo, da mora določen igralec za sodelovanje, da je v bistvu vpet v tole, da ima sploh možnosti teoretične igrati na vsaj 65 tekmah od 82. Če se motim, naj me kdo popravi, v glavnem kar nekaj, več kot 3/4, če se ne motim, sezone more biti prisoten na terenu, da ne manjka zaradi, ali je to load management, ali je to poškodba, kakorkoli, ne smeš si privoščiti izostanka. Tako je, takšno je pravilo, takšno je sprejeto. Torej, zadnja tekma smo videli nekontaktna poškodba, kar je ponavadi največja težava. In Luka je takoj začutil, da to menjava ni nadaljeval, božične tekme, pa še ob taki fajn uri je bila, ne. In na koncu je Dallas šel še samo bam, dol. Zdajle oni so letos že dokazali, da se da brez Luke, da znajo, imajo veliko širino, ampak Luka je to tekmo dobro začel, dosegel 14 točk do takrat, kar se je potem nadaljevalo, pa zdaj že vemo. Torej, mesec dni odsotnosti po zadnjih informacijah, tako da Kyrie, Washington, Lively, Gafford in tako naprej bodo mogli stopiti zraven, ne. V glavnem, do tega trenutka pa Dallas zaseda 4. mesto na zahodu, NBA standings, da ne bom jaz kaj zafrknil, itak je prva Oklahoma,
z aktualnim MVP na prvem mestu, kandidatom Shai Gilgeous-Alexandrom. Rocketsi še vedno držijo drugo mesto, Grizzly, Mavericksi, Nuggetsi, Lakersi šesti in tako naprej. Na vzhodu še vedno Cleveland kraljuje, zanimivo, sledijo Celtiki, Knicksi, Magiki, Bucksi in tako naprej. Tako da po v bistvu 30 tekmah, tekma gor ali dol je tole zdaj aktualna zadeva. Naslednja tema, ki jo želim obdelati, in tale mi je posebej zanimiva, pa očitno ne samo meni, ampak tudi spremljevalcem aktualnega dogajanja. Naslov gre približno takole: Žiga Dimec, prekinjam reprezentančno kariero. Podnaslov: Z drugega konca sveta zaman, razočaranja ne skriva Žiga Dimec. Takole so zapisali pri Sport klubu in pa dodali tudi izjavo, se pravi Žige, ne. Žiga je zdajle, za tisti, ki morda ne veste, igra na Tajvanu, kar pomeni, nazadnje, ko se je, dajmo razložiti, no, nazadnje, ko se je udeležil reprezentančne akcije, je torej potoval iz Tajvana, najprej seveda na Portugalsko, kjer je dobil pičlih 10 minut, kot edini center reprezentance praktično. No, na drugi tekmi v Kopru, kljub sila okrnjeni zasedbi, pa ni dobil priložnosti, ne da ni dobil priložnosti, ni bil na seznamu kandidatov za nastop. Sila zanimivo, ne? Takole so zapisali na Sport klubu: hčerka ga pred mesecem v koprski Bonifiki na slovensko-portugalskem računu pričakala s prisrčnim bodrilnim napisom, a ga nato na parketu ni dočakala. Potem, ko je v Lizboni igral vsega 9 minut, na drugi tekmi v novembrskem kvalifikacijskem oknu ni bil uvrščen v 12-terico. Dolgoletni reprezentančni center Žiga Dimec ne skriva, da ga je razplet prizadel. Očitno do te mere, da se je odločil za umik iz reprezentance, v prvi vrsti zaradi dejstva, da pravega pogovora s selektorjem Aleksandrom Sekuličem o statusu ni imel. No, tole je pa že zelo zanimiva zadeva. Ker očitno nekaj s komunikacijo ne štima, pa to sploh ni prvič. Tole je že malo smrdi in riba ponavadi smrdi pri glavi, ne? Dajmo še razčleniti zadevo. Izjava Žige Dimca: moja vloga v reprezentanci mi je bila vedno jasna. Nikoli nisem bil tam zaradi sebe, ampak zaradi ekipe, pripravljen, da ji pomagam na kakršenkoli način, predvsem v obrambi in pri ustvarjanju prostora za naše vodilne igralce oziroma strelce. To je moja vloga, ki jo hvaležno opravljam zadnjih skoraj 10 let in seveda prisotno razočaranje, ko priletiš z drugega konca sveta, praktično zaman. Vsak igralec namreč pride željo do igre in doprinosa na parketu. Seveda razumem, da je včasih treba spremeniti pristop, ampak menim, da je potrebna komunikacija, ki je tukaj ni bilo. O Žigi Dimcu je bilo prelitega že ogromno črnila in povedanega ogromno. Zdajle nekateri ga sploh ne marajo, drugi so hvaležni zanj, ker verjamejo, da prave nadomestitve ni. Kot je zapisal Peter Vilfan na moji strani, navijači Luke Dončića, ne, tole bo spodaj. V opisu tega videa bom dal link, kjer lahko tudi sami preberete kakšno izjavo. Torej, Peter Vilfan je dejal: absolutno verjamem, da se je vse odvilo tako, kot je opisal Dimec. In čeprav sem že nekaj let dokaj kritičen do njegovih predstav, v oklepaju na EP2017 je korektno opravil svoje delo, si takega odnosa ni zaslužil. Pa ni prvi, ki se mu je to zgodilo. Podobno so ravnali s Hrovatom pred evropskim prvenstvom v Nemčiji. Jap. Brez pogovora, obrazložitve in skrajno ponižujoče, in glede na vse in od koga, prav nič presenetljivo. Tukaj se v bistvu strne še kar nekaj zelo zanimivih komentarjev. Če nadaljujem, Tomaž pravi: že res, da Dimec ni neka kvaliteta, bi si pa glede na to, da se je vedno odzval reprezentanci, zaslužil vsaj odkrito komunikacijo strani KZS in selektorja. Meni se je zdelo rahlo podcenjujoče, da je na 2 tekmah proti Portugalcem dobil 2 minuti ali koliko, potem ko je preletel pol sveta, da je oblekel dres Slovenije. Dejani nadaljuje: očiten znak, da nekaj ne štima v ekipi in da je zadnja ura, da odstopi vodstvo in selektor. No, vse podobni komentarji se kar vrstijo in pač žal znova bolj govorimo o tem, zdaj kot bi oni rekli uličari, ne, bolj govorijo o tem, kar se pač
mnenje javnosti in tako dalje, ampak sej selektor nima interneta in ne bere novic in ne spremlja javnosti, kot je on to rekel, ne. Vse skupaj se bo spet nekoliko pometlo pod preprogo, reprezentanca pa je izgubila še enega moža več v rotaciji, pa še na cetrskem položaju, kjer smo daleč, najtanjši, res daleč. Zdaj na zadnji reprezentančni akciji. Bom tole probal čim prej poiskati. Reprezentance, moj tim. Smo igrali na visokih položajih, če štejem Eda Muriča zraven, ki lahko igra na trojki ali štirki, 202 cm, pa je že na pol reprezentančni veteran. Rok Radović prihaja. Robert Jurković še ni dobil priložnosti, zelo mlad, letnik 2002. Tibor Mirtić, letnik 2003, nekaj priložnosti je dobil, igra pri Krki, dobiva vedno večjo minutažo, lani se je pri Domžalah izkazal. Lukaš Čuka bolj trojka, ne bomo ga dali dol. Žiga Dimec torej odpade, Bine Prepelič trenutno poškodovan, imel je izredno serijo na SP, dajmo reči, da še bo dobil priložnost. Žiga Danel se je v zadnjem reprezentančnem ciklusu zelo izkazal, pri Olimpiji pa ima nekoliko omejeno vlogo, veliko konkurenco, močnejšo tekmovanje, tudi ekipa, hkrati pa je že Mitrović, trener, dejal, da malenkost več pričakuje od njega. Za centra je znano, da dozorijo nekoliko pozneje, pa dajmo še tukaj Žigi Danel čas. Kaj pa nam ostane, kaj pa imamo zadaj? Saša Cijani trenutno igra v NCAA, uspešno dobi nekaj minutaže, 20 minut celo več, in jo zelo dobro izkorišča. Zdaj, kakšen je pa tamle nivo košarke oziroma v diviziji, kateri igra, na to se ne spoznam, tukaj me komot popravite v komentarju, pa ne vem. Ampak upam, da za nas in za čim kakovostnejšo, pač upam, želim si. Dalje, Blaž Habot je bil nekoč, ali Habot, če narobe izgovarjam, se pravičujem, je bil nekoč poklican v reprezentanco, sledila poškodba 2 leta in pol brez košarke, težave s kilogrami, ampak ko je pa bil v top formi, pa sem absolutno prepričan, Baby Shack, ga kličemo, oziroma slovenski Shack, da lahko rastura. Zdaj pa spet kilogrami, poškodbe, bomo videli. Dalje. Težko, vedno moramo tu čakati. Poskušamo z naturalizacijo, to je jasno. Ampak je res težko. Zdaj, da še podam svoje mnenje. O Žigi. Žiga je lahko zelo hvaležen igralec reprezentance. To je dokazano in da to sem prepričan. Ko on naredi svoj posel, roko na srce, redko kdaj, ampak ko ga naredi, imamo veliko korist od tega. Kot je že sam omenil, on naredi lahko izreden prostor in v prodoru in z blokadami. Izreden. V reprezentanci se bojuje, se tepe, takega igralca rabiš. Naredi eno ali pa dve konkretni osebni napaki, sekirci, malo stopi na živec nasprotnikom igralcev, takega igralca rabiš. To dosti mladih še nima, to se pride z izkušnjami. Tudi malo ostrejši pristop kakšnega trenerja do določenih mladih včasih ni uspešen. Žiga je vsega hudega že navajen, da tako rečem, ima nešteto izkušenj in kljub temu, da ga velika večina nas, kavč navijačev, marsikdaj skomiga z glavo v rameni in ne vem še čem ob njegovih predstavah, vendarle gre za nekoga, ki je absolutno lahko koristen in še kako dobrodošel v slovenski reprezentanci, ko nimamo, enostavno nimamo. Tako da jaz se na tak način ne bi želel poslavljati od Žige, nikakor ne. Ponavljam, tudi meni stopi večkrat na živce, pa si mislim, zabiti tisto žogo, ne polagati, pa neumnimi osebnimi, pa ni tega igralca na tem svetu, ki je popoln. Tako ni Žiga, tako nisem jaz, tako ni Luka Dončić, ali se vi izberite koga. Ampak gre za ostale stvari tukaj, ki ne klapajo. Res me zanima, kaj pa vi menite. Kot sem dejal, spodaj v opisu bo link do premnogih komentarjev, ki jih drži moja navijaška skupina na Facebooku, pa že zdaj vas povabim, da tudi po tem videu podate svoje mnenje. Skoraj bi pozabil pri Dončiću, glede poškodbe. Kaj sem to pozabil?
Ful je komentarov na internetu, ne, to je tak folklora, to je čist nekaj normalnega. Vsak lahko izrazi svoje mnenje, to je popolnoma legitimno in normalno. Ampak takoj, ko se Luka poškoduje, pridejo ven komentarji, da ni pripravljen. Tole je meni fascinantna zadeva. To mi je res. Bom argumentiral. Kako dolgo traja sezona Lige NBA? Kdaj se začnejo pripravljati? Torej, Luka se mora pojaviti na zboru vsaj mesec dni pred začetkom NBA sezone. Pustimo, kaj on dela poleti. On se mora pripraviti na NBA sezono, ima pre-season tekme. Letos jih ni imel, to vemo, ker je bil že poškodovan. Pol traja NBA sezona 82 tekem. Pol imaš končnico, ki lahko traja en krog ali pa greš do finala. To je vse relativno. Skratka, Dončić v povprečni NBA sezoni odigra v res dobrem primeru okoli 100 tekem. NBA sezona. Zdaj opažam malo, da svetloba tule je malo zamaja, se bomo zdržali, ne? Nisem zdaj tu perfekcionist, glede tega še ni še toliko cvenka. V glavnem, 100 tekem, cca, NBA. Koliko igra? 5 minut na tekmo? 10, 15, 20, 30, 35, 40. Rečemo, da damo okoli 37, 38 minut na srečanje, ki se sledijo vsaki drugi, tretji dan. Pa še back to back imamo. To je okoli 100 tekem NBA. Koliko ima on počitnic? Koliko ima on krka? Prije reprezentanca, reprezentančne priprave, prvenstva, evropsko, svetovno, kvalifikacije za olimpijske, on tisto tretjo. Letos je celo imel malo več počitka, ampak je prišel direkt po finalu Lige NBA. Ja, se spomnite vi one slike? Tu bandaža, kolena bandaža, gležna bandaža. Kaj hočem povedati? Vedno se vzame čas za reprezentanco, vedno igra. Človek bi moral manj igrati. Če ima leto 365 dni, on za reprezentanco vred priprava NBA sezono, pa on 120 tekem na leto odigra, je to možno? Jaz pretiravam totalno, dajmo si izračunati. Saj ne igra 82 tekem, saj vedno nekaj je tajega, ampak 65 pa jih igra. Evo, lani primer je bil v prvi peterki, kandidat za MVP-a, on v letu 65 jih je odigral v rednem delu, tu nekje, se da preveriti, nimam zdaj, imam, ampak ne bom zdaj. Končnica, do konca, do finala je prišel. Pa predtem tisto tretjo, pa kvalifikacije, pa ono. Preveč igra, po mojem mnenju. Ne pije vode, da ni pripravljen. Tip ima osebnega trenera, v fitness imajo v Dallasu. Take bedarije, neki majstori pišejo, včasih bedarije, res ne dela v fitnessu, pa od zadaj v Dallasu, pa to se vidi na vsakem tem treningu, kot novinarji snemajo, od zadaj imajo svojo telovadnico, pa to je nek nivo, to je NBA liga, to Olimpija, CD-velika Olimpija ima v svojem kompleksu v Stožicah fitness privatno od zadaj, ne da Dallas, Mavericks se ne bi imeli, 17 trenerjev imajo okoli ekipe, 17, 18, 19, ne vem koliko, skoraj vsak igralec ima svojega trenera, ki skrbi za njega, nutricista imajo, osebne kuhare imajo, kaj nimajo, bandažirajo, privat lete. Ne mi reči, da to niso pripravljeni, ker imajo več možnosti za priprave, ko ne vem kdo kaj. Zakaj so pa pol toliko poškodovani, boste rekli, kaj te jaz vem, po moje zato, ker sem vam prej rekel, da so preobremenjeni, ker je preveč vsega. V starih časih, če se spomnimo Jordanovih časih, on 1903, ja, bil je Dream Team, pa so imeli olimpijske igre, ampak to je bilo enkrat. Jordan je šel na olimpijske igre dvakrat, če se ne motim. Če imel kakšno svetovno prvenstvo, ne vem. Glavnem tega je bilo full manj. Zdaj se odzivajo tudi NBA igralci na svetovna prvenstva, olimpijske igre in tako naprej. Ne? Vemo, da včasih niso pošiljali najboljših. Pa so imeli pol leta počitnic. Evropski košarkarji so se vedno odzvali. Tako da to, da on ni Najdete mi vi rekreativnega igralca košarke, druga, prva liga slovenska, ne vem, kjero, Hrvaška, francosko prvenstvo, vseeno mi je, ki lahko zdrži ta tempo. Nešteto je, recimo zdajle podcastov na Jao Mile, pa na X&O's, imaš zdajle odličen podcast Edin Audića. Stari, bivši NBA košarkaj govorijo, mislim, da je Rudeš govoril, ko je po 3 treningih v NBA prišel do kondicijskega trenera in rekel, daj mi nekaj, kar dajaš njim, ker oni letijo, jaz pa ne morem več dihati, ker me vse boli po 3 treningih, je to rekel. Tako da
oni to nekako morajo reševati in ni tu vse v pripravljenosti. Saj pa strinjam, da kakšen kilogram preveč Luka sigurno ima, je pa nekaj, ne? Grdo se bo to slišalo, ampak genetike ne moš napizditi, ne? V glavnem nekaj je podedoval, nekaj vsi podedujemo, nekaj lahko sam narediš, ampak glede na to, da si ti top strelec, top peterka, toliko let zapored, vsi košarkarji na tem svetu imajo poškodbe. Goran Dragić je pred zadnjo tekmo, zdaj pred poslovilno tekmo v Stožicah dejal, da ti se moraš navaditi tekom kariere, ne leta, kariere, ki traja pri Goranu, je trajala do 37. ali kjerega leta, da boš poškodovan, da te vedno nekaj boli. To je kruh. Zdravniki so si enotni, profesionalni šport za človeka ni zdrav. Zanimivo, ne? Ker lahko dolgotrajno človeku pusti takšne ali drugačne posledice. Ampak zato so pa dobro plačani, pa veliko boljše kot mi navadni smrtniki, boste rekli, pa ja, ampak neko črto je pa nekje treba potegniti, ne. Bluze, pretiravam, se strinjate? Komentar spodaj. To je to. Ja nič, hvala, da ste zdržali z mani. Hvala, da ste zdržali z mano, da sem tole poanaliziral in povabim vas, da tudi vi spodaj v komentarjih, če so vam podobne zadeve všeč, vabim, da se na moj kanal Greg Sport naročite. Kot že omenjeno, spodaj v opisu bo tudi povezava do moje Facebook strani, Navijači Luke Dončića, kjer lahko prebirate podobne zadeve ali dobite drugo vsebino. In ja, srečno novo leto, če se ne slišim do takrat. Gregor sem bil z vami in vse dobro Luka, vse dobro reprezentanca, vse dobro Žiga Dimec in vsi ostali, ki trkajo na reprezentančna vrata, ali kot bi rekel Peter Vilfan, ne da trkajo, po malem bi morali že vreči vrata dol. Lep pozdrav.